Da se Hyundai zgleduje po evropski konkurenci ni nobena skrivnost in tega niti ne zanikajo. Zato pa je napredek pri njihovih avtomobilih tako velik. Normalno, zgleduj se po najboljših in tukaj je še en dokaz. Gre samo za prenovo, ampak je iX35 zdaj star že skoraj 5 let. In ker se jim zdi oblika še vedno privlačna, so zato raje denar namenili zmanjševanju emisij in pa boljši vožnji. Kar pametno, izgleda še vedno v redu, sploh z LED lučmi. Tipičen moderen križanec pač. Še vedno je to dobra mešanica kakovosti, cene in udobja. Ok, znotraj je veliko trde plastike, ampak je robustno izdelana in brez čričkov. Sedeži nimajo ravno veliko oprijema, ampak gretje ima celo zadnja klop. Volan je preveč položen, ampak je položaj za volanom dober. Tale zaslon je zelo majhen, ampak je touchscreen. Tukaj opora ni nastavljiva, ima pa spodaj ogromno luknjo. Vidite, za vsako negativno stvar se najde vsaj ena pozitivna. Pri starem sem malo pogrešal boljši občutek med vožnjo, sploh na volanu, ki je pri večini novih Hyundaijev preveč odtujen. Tukaj imam boljši občutek, očitno so poslušali kritike. Tudi nagibanje karoserije je zmerno in če upoštevam, da se boste z njim večinoma vozili po urejeni cesti, je vožnja solidna. Le podvozje je malo preveč glasno in veter bi lahko manj šumel pri večjih hitrostih. Z motorjem je podobna situacija. Tega poganja 2-litrski dizel, ki proizvede okroglih 100 kW, 136 konjev, kar je dovolj. Pospešuje zvezno, navora je dovolj tudi pri nizkih vrtljajih, menjalnik tudi ni slab, le malo premehke gibe ima za moj okus. Je pa natančen. In če upoštevate, da je tudi prostora dovolj, da je prtljažnik uporaben, da ima celo enostaven 4-kolesni pogon, le porabe malo velika, 9 litrov, potem se tudi cena s popustom 27 790 € ne zdi visoka. Če morate imeti križanca, ni švoh. Še lep ključ ima.